Adijo lepota misticiranih eterskih glaskov. Tu je drugačen, vizualen, striman, lušten, zaliman v iber softi grš. Intervju Radia Študent. Drage poslušalke in poslušalci na 89,3 MHz in tudi gledalke in gledalci, ki nas spremljate preko živega video prenosa na Facebook in YouTube kanalu, lepo pozdravljeni. V današnjem grš intervjuju gostimo mlado slovenjgraško zasedbo, ki špila garažni rok z nekaj tršimi dodatki. Pri Hišnem Zaršu pa ste decembra 2023, torej lani, izdali svoj studijski prvenec Volume 1. Z mano v studiu so torej Urjan, ki so kitarist in vokalist David Vajdec, živijo, klaviaturistka in vokalistka Živa Knez, basistka Tija Čevnik, arh in bobnar Anže Smode. Dobrodošli tukaj še v Broadcast studiu. Za predpripravo na tale grš intervju so lahko poslušalci in gledalci poslušali toliko albumov, kjer smo že recenzirali ta vaš studijski prvenec, pa tudi prejšnji teden v torek smo vas lahko v afterparty v živo slišali. Pa se mogoče kar navežem na to, kako vam je bilo špilati tukaj v studiu. Ste že imeli kakšne take studijske koncerte, oziroma je to bil prvi tako mali izkušnja? Za mene je bil zdaj to drugi špil tukaj v studiu. Prej sem bil že s tem bandom Matijas Unštumberger, ki je ta klubski maraton, smo tudi igrali tu. Meni je studio super, tehniki so zakon, ful so se prilagodili, smo res štimali pol soundče skoraj do polnoči. Da pa res vse štima, da je res štimalo, ja, tak mislim. Je malo težko ružiti v takem malem placu, ampak. V primerjavi pa z recimo živimi koncerti, ki ste jih verjetno bolj navajeni, kaj je boljš, imeti stik s publiko? Ja, definitivno boljši stik s publiko, se lahko malo bolj razživiš, se mi zdi. Mislim, pa tudi tak glede prostora, ne, smo bili malo bolj tajt skupaj, da je bolj težko bilo malo skakati, kje se malo razživeti, ampak če bi primerjal živim, mislim, uživo koncertom, ki je kar razlika nekaj v studiu pa s publiko. Je ta živi stik vsem, kljub temu, da gre čez eter, ne veš, da so poslušalci. Ja, je tako, kljub temu, da te nekdo gleda tam doma, ne, še zmeri boljš nekoga uživo imeti. Ja. Kako pa je bilo vam ostalim, da ne bo samo šefe govoril? Fajn je bila zanimiva izkušnja. Ja, čist nekaj drugega, ko pa uživo. Slušalke, vse. Ja, pa slušalke, da soba taka, da si malo izoliran. Izoliraš se. Dobro, mogoče se navežem na žive koncerte. Kje ste kaj že špilali ali pa mogoče kakšen najboljši plac, kjer vam je dogajalo tudi, kar se tiče, ne vem, odziva publike, kar se tiče samega placa, tehnike? Zdaj nazadnje je bil po mojem najboljši špil, release plate, ko smo ga imeli v Gromki. Jaz sem že prej v Gromki špilil, pa mi je Gromka, mi je zakon. Nekot mi sede zaradi zvoka, ful cool kolektiv je tam. In pa takoj sem se spomnil na Gromko, ko smo mislili, da moramo narediti release plate in nam je bilo super. Gromka je res zakon. To je bil res najboljših špilov do zdaj. Kje pa ste še kaj špilali? Verjetno po Sloveniji v klubu Metul sem videl, da ste imeli koncert. Zdaj čisto zasedbo smo igrali zdaj samo v Gromki, pa en tak bolj DIY koncert je bil pri nas v Slovenjgradcu. Drugače tisto v Metulju smo tudi igrali, tam je bil še basist David. Metul je bil tudi zakon. Kaj smo še kaj igrali? Zagorje ob Savi smo bili. Je to. Zdaj smo z Morverni igrali v Zagorje ob Savi, tam smo tudi bili prvič. Je tudi zanimiv plac, tak bolj... Prestranko smo tudi bili. Prestranko smo bili, prestranko je zakon scena. Tam je bil roke dole, se ga žgal. Tam je zakon, tam so skaterji, ta skate kolektiv ima je tam. V bistvu je tak underground scena, taka velika hiša je, nad imajo rampico za skatati. Zraven je pa pač še plac za koncert in je full cool zakon je. Tam smo zdaj igrali, ko bi dali tulu,
nedolgo nazaj. Decembra, no. 23. Ja. Tako da to je, pri stranki je bil Gromka, ta sta bila za zaenkrat, ta res dobro špila. Si pa omenil, da se je zasedba spremenila, ne? Tudi v bistvu, če sem prav prebral to, kar imate na plati izdano, pač niste ta zasedba, Ja. ki smo jo pa lahko tudi v afterpartih slišali. Ja. Kako to, da je prišlo do teh sprememb? Ja. Zdaj čisto ti prvi člani, ko so bili, a ne, smo pol malo se razšli zaradi obveznosti. So tudi starejši člani bili, ta Bobnar, Matija Štumberger, pa mislim, so službe, pa pol druge prioritete. Ni pa bilo kakšnih razhajanj, kreganj. Ne, vsi se fajn razumemo, pa se podpiramo. No, pa vsak ima še svoj projekt, ta Matija Štumberger ima svojega, pa še neki obljublja neke komade nove, a ne, pa sem se mu z veseljem kadarkoli pomagam. Tako da, v bistvu je bilo samo, bolj smo zaradi časovne stiske, se nikoli nismo fajn ujeli z vajami in pol se loviš in je toliko energije gre, da se uskladiš, da se pač pol sam odločiš, da bo boljš na koga druga najti. Mislim, tak no hard feelings. Dobro, samo da ni notranjih trend. V tej zasedbi pa planirate zdaj v kratkem kakšne koncerte ali pa pač tudi na daljši rok? Ja, zdaj se trudimo ful, da bi si radi sami zorganizirali en tur. Tako da v bistvu zdaj smo šli ful v neko pisanje mailov, pa iskanje klubov, da smo mislili malo kako Avstrijo, Nemčijo, Češko. Malo po tujini, ja. Ful bi šli radi v tujino, neko Evropo sprobati. Tako da zdaj se trudimo dobiti špile, te Bibli Bani. So tudi že veliko tega zdaj, ne? Vse so sprovali in pač samo učimo še od njih, čeprav so oni še čist mladi, ne? Ampak imajo že ful, že vidijo, kaj v bistvu deluje, kaj funkcionira pri komunikaciji s temi klubi. Tako da to bi ful radi, neko Evropo. Si imamo drugače tudi par zadev po Sloveniji planiramo. Ja, to je tudi zdaj par že plano. Zdaj smo glih dobili eno ponudbo za MKNŽ, zdaj februarja. Torej en tak udaren špil, kot si prej omenil, MKNŽ ima vedno. Ja, tako se ful veselimo. To je zdaj v bistvu čist, To bo top. to bo zakon, jaz komaj čakam. V bistvu bi bili pred skupino temu enemu bendu Power Plant. Ful neki cool Angleži so. Taka neka weird mix nekih žanrov, tak underground punk, DIY punk bands. Cool. Da se veselimo. Imate že datum zacapnen, da poslušalci vejo ali še to? Mislim, da je nekaj narobe rekel, mislim, da je 27. februar. Ali je 25. Vem, da na torek pride v glavnem. Verjetno bo itak objavljeno. Ja, v glavnem bo objavljeno, boste vsi izvedli, tako da vsi vabljeni. Omenil si prej Bibli Ban oziroma Bibli Band in jaz se spomnim, ko so bili oni naši maratonci, se še oni niso mogli zjasniti točno, kako se poimenuje. Pa se bom obesil malo mogoče na vaše ime, ker tega mislim, da vas še noben ni vprašal, od kje je Urjan? Kaj pomeni, kako ste prišli do tega? Ko sem jaz začel za solo projekt, sem ful študiral na teh imenih, kaj bi spodal ime, pa če sem tudi videl, da ni zdaj tako ful važno, kako se imenuješ. Ampak mislim, da je to ime prišlo neko od, a sem ga slišal doma ali nekega frenda. Pa se mi je zelo ful cool. In potem sem šel malo pač gledati ta pomen. Je v bistvu neka fora z... Malo se tek na astrologijo navezuje, kao da je v bistvu en planet, Urana, ne. Je povezano kao energijsko, da predstavlja nek nov začetek, da nekaj raste, nekaj svežega. Se mi zdi kar cool. Pa sem še ta nek bonsai nekje videl in se mi je zelo cool, tako da ta projekt raste, tako neko drevo. Kao da ima korenine, ne, in da vedno večje bo. Ok, hudo. Torej, zdaj vemo, od kje je Urjan, da ni to zdaj tako neka popolnoma naključna zadeva. Če se že o pomenih pogovarjamo, glede, ne vem, tekstov vaših komadov ali pa vsebine ali pa kaj, je neka sporočilnost, ki jo probate dobiti čez. Pač vem, da imate različne tematike, tudi od Alpi, ki je Andrej pisal, je pač povedal, so tudi komadi, ki so tako zmiksani, da lahko zraven poješ, so tudi komadi, ki so pač sam, da te prevzame. Kje dobivate inspiracijo? Mislim, zdaj za ta celo plato sem
tako jaz pisal vse tekste. Ne vem, kje sem, po mojem sem največ za tekste dobil idej. Ne vem, tako v tistem obdobju se mi zdelo ful cool, recimo, naprimer, kako ti Dinosaur Junior, neke take popevkarske pesmarice pišejo, ne. In tudi kontrast, da je nek tak čist easy besedila, neka ljubezenska ali neki samoizpovedna, pa zadnji ga pač samo lepo ruži. Se mi zdi ful cool, ta kontrast. V bistvu besedilo, ja, so tako neki, tako neki dnevniki, kako sem se v nekem obdobju počutil, ali pa nekaj tak, bolj nekaj takega, ampak nič kaj preveč. Sem bolj vedno sam na melodijo gledal, pa na zvok. Se mi zdi bolj pomembno, ko zdaj nek tekst, pa neko sporočilnost, ampak se mi zdi, da pač, da je vseeno oboje pomembno. Ampak vseeno je glasba, to je prva spet. Ja, definitivno, ja, sound pa pač sam glasbena podlaga vzadnji. Rekel si, da tekste večinoma pišeš ti, v splošnem tudi komade, kako pridete do idej, a so zelo, ne vem, napišeš ti komad, pa je zelo vse zacahnano in napisano, ali pridete čez kakšne jam sessione do tega, si ti glavni, ki je v bistvu kompozitor, pa so ostali sami izvajalci, ali tudi ostali dodajo? Bolj je zdaj ta varianta zaenkrat, ja. Vsi ti komadi, ko zdaj obstajajo, v bistvu sem jaz jih nekaj zastavil. Da sem imel napisano neka besedila, pa pač riff, in pa pač samo probaš skupaj sestaviti, da čim bolj paše beseda na riff, na melodijo. Da jo, pač da ritmično vse lepo se sklada. Ja, sej, ko se je v osnovi začelo kot solo projekt, ja, in Ja, v bistvu, zaenkrat je tek, tega. ampak imam pač ful željo za naprej, da bi vsak dal bi neki prispeval to. Tija je tudi rekla, da bi rada malo probala besedila pisati, pa se mi pač ful cool ideja zdi. Pa se veliko džemamo, vse v tem Tudi precej se razvija. Vse džemamo, ja, vsi tako mi džemamo. Ja. Pa se pol iz tega ideje tudi razvijajo. Tudi to, komade. tudi iz tega nastalo. To je odvisno kak del, recimo, za spremljavo, tudi moš malo sprobivljati različne ritme ali pa različne kakve forice, ne, ta, ne. Kaj najbolj paše v nekem določenem trenutku, ne. Črpam, recimo, iz svoje ideje kot bobnar, črpam iz raznih stilov ali pa iz raznih glasb, ko sem jih želel poslušati, ne, moram jih pa prilagoditi temu stilu, recimo, ne. Da ne zveni preveč ali metalsko, ali pa preveč popovsko, ali pa preveč ne vem, kaj drugega, latino, balkansko, karkoli, ne. Kje pa iščeš, v bistvu, v kakšnih žanrih, po kakšni glasbi se zgleduješ, oziroma kaj je tisto, kar ti da idejo, zdaj pa to hočem. Če je glede same bobnarske tehnike, je veliko tega, recimo tehnike v jazzu ali pa v rockerih, starih rockerih 60-70-ih. Oni so tudi veliko keri, tako Ginger Baker, so tudi iz jazza izvirali. Tam je veliko same tehnike, recimo, ne. To so čist paradidli, pa flami, pa te zadeve, to so čist tehnične stvari, ne. Veliko je iz tega, ne. Zdaj, kako pa to prilagoditi za glasbo, recimo v Davida, ali pa kako ima on to, tam je pa že veliko, da moramo skupaj igrati, kako neke kontekste iz tamle prenesti, pa preurediti, pa prilagoditi, da paše zravno, ne, neke stvari. Kaj pa zdaj imate na novo sintetizatorje zraven? Kje pa ti iščeš? Jaz sem glasbeno hodila, ne, violino sem še igrala, pa sem pol še šla klavir malo za sebe, da meni iz klasične glasbe, doma tudi vadim klavir, pa tudi tehnika, klasika note. Ko pa prenesem malo na sintetizer, pa malo harmonije. Ostali ste tudi bili, ste začeli v glasbeni šoli, ste začeli čist samoučno? Jaz sem začel v bistvu čist kot samouk. Delal sem pa pol glasbeno, kasneje sem delal, nekaj let sem delal tukaj, pa nekaj let teorije. Sem to še kar razpolnil. Sem glih zadnjič študiral, v bistvu tukala sem delal v Ravnah, v glasbeni šoli leta 2010, mislim, da 4-letnike. Teorijo sem pa pol kasneje delal. Sem delal pa v Mariboru, na Slomšku, tam smo, mislim, na 4-5 let naredil. Da neki podlage imam, ni pa zdaj to nemka, ne. Tudi jaz sem bila v glasbeni, ja, kak sem naredila 7 let violine.
Tako da, dve violinistki v osnovi. Pa smo Ja. pol na basu, pa na Slučajno ostalo, ja, kitaro. Te že potegne v neko Ja, tako... te je, to. kitaro, pa bas, pa kasneje samo, seveda. Še Pa pol ti, druge David? zadeve. Jaz sem imel čist nek mali začetek v glasbeni šoli. Ja. Sem hotel iti najprej kitaro igrati, pa pač so me dali na flauto. Zato pač, da bi se sam note naučil, ne pač čez medlo. Me je zabederalo tiste note brati, pa pač so mi kupili, mislim, smo kupili električno kitaro, ko sem v nekem 4. razredu. Pač sem sam začel neke power akorde, pa te Nirvane, pa te klasike preigravati. Pa pol, glede na to, da ste v bistvu vsi vsaj malo začeli v nekih glasbenih šolah, pa ta institucionalni moment ste doživeli, sploh te klasične izobrazbe. Kaj se vam zdi tako razlika, ker je verjetno kar velika razlika v svetu, pač šolaš se na neki nižji glasbeni ali pa imaš svoj band in delaš svojo muziko. A se vam zdi, da so te neke osnove potrebne, pa da so vam dali neke stvari, ki vam pol pomagajo tudi pri muziki, ki jo delate zdaj? Ali pač je tisto bilo samo tako nujno zlo in pol adijo? Ja, ne vem, kako bi se rekel, do neke določene mere je itak, da so fajn, da se recimo naučiš neko tehniko, ti ful pomaga, ne za neko urodje. Pa tudi samo teorijo. Ja. Pa tudi teorijo je Tudi itak. to pomaga. Je itak, da Samo pomaga. razumevanje. Ja, da veš za Različno. za Ne bi Ja. pa rekla, da je zdaj nujno potrebno nekaj takega, ker mislim, glasba je toliko več, je lahko toliko več, kot samo to. Ja, itak. Tako rekoč. samo Lahko z več perspektiv gledaš. Jaz bi rekel, da z neko stvari. podlago se bolj zihar počutiš pol, ko nekaj počneš. Ampak da pa začneš neko muziko delati, pa da si band, pa recimo, da imaš neke vplive, veš približno, kaj te veseli, neka muzika, pač sam greš, pa delaš, kar te veseli. In če ti je fajn, bo se samo zgradilo. Bo že našel pot. pol. Bo že samo najdlo pot, ja. Drugač pa, ampak nič ne, meni se fajn zdi, da imaš neko podlago, no. Čeprav jaz nisem šel po teti poti, ampak Imaš pa tle ostale tri. imam pa ostale, ja. Imam pa svoje vojsko, ja. Gremo mogoče na to, kako se vas žanrsko opredeljuje, pa sem šel malo brati razne opise, ker pač je pol res veliko teh nekih žanrskih označevalcev, kot so kombinacija njihovega surovega garažnega zvoka in psihedeličnih kitarskih in vokalskih linij, pa nostalgija po VHS časih, to so za, ne vem, Klub Metul napisali, ali pa garažni psych rock obogaten z motivi znanstvene fantastike in hipnotičnostjo space rocka. Ko je toliko veliko enih teh terminov, ki se jih pač daje čez glasbo, mogoče bi prvo je šel na to, a imate vi točno specifično žanr v mislih, ko delate, ali je pač v bistvu delate muziko, pa pač vam na ta način drugi potem zalepijo Ja. vas dajo v nek predalček. A se radi predalčkate ali raj ne? Jaz se rajš ne, no, ker mislim, tako kot skupaj, no, se mi zdi, da kar zdaj igramo, je full miksanih stilov, pa žanrov. Se mi zdi, da cela ta plata, ko jo igramo, je vsak komad malo oponaša en stil. In je zelo težko določiti, ampak če bi zdaj čist, se mi zdi, da najbolj bi se primal nek alternativni, garažni rock'n'roll. To se mi zdi čist dobro označeno. Ampak na začetku pri špilih, ko smo začeli špilati, nisem imel pojma, kako bi za zvrst nas napisal, kot opis. Vedno pač pošlješ bio za špil in nisem pač imel pojma, kaj bi približno napisal. Zdaj pa se že tako malo oblikuje, eni pravijo, da ima neki shoegazy, eni da... Pa zahtevno se je predalčkati, Ja. recimo, sploh če se hočeš odpreti glasbeno, pa če se hočeš dušno odpreti, recimo, pri glasbi. Ja. Recimo, nimaš vedno obdobja, ko ga bi žgal, recimo, ne, čas bi tudi kak nežen komad napisal, pa čas bi tudi, ne vem, kak bolj dumerski komad napisal, recimo, ne. Fajn si je, mi se zdi pametno, si odprto pustiš. Ja, je tako. Meni se to... Ker ne veš, kako te bo zaneslo, recimo, v življenju, kaj boš čutil, da boš to izpovedati skozi glasbo, Ja. recimo. Seveda nek sound, nek okvir ostaja, nek Ja, to je tako. osnovna ideja, Ja, kjer se gradi. ja. In pač, Kam točno Včasih pa se začini ponese. malo. Včasih malo s tem, malo z drugim, ampak zdaj v bistvu niste več garažerji. Sem poslušal vaš intervju, ne, da ste šli iz garaže v klet. Zdaj smo kletni Klet rockerji. nastali. ja, zdaj smo kletni rock'n'roll, ja. Ta je zdaj malo spremembe, ja.
Nekaj zdaj v kleti špilati sport. Pa je boljš zdaj v kleti ali je bilo boljš prej v garaži? Prej je bilo vedno malo strah, da bo nekdo prišel težiti ali bo klical policijo. Mislim, na začetku je bilo kul. Na začetku je bilo, še vse je funkcionirali, vse smo se s sosedi razumeli, vse je bilo kul. Pa ne vem kaj, sosedu primno, da je pač začela ono... A niso za rock'n'roll harmonike, moramo žgati. Ja, če bi to... Če bi harmonike žgali, to bi bilo fešta. To bi bilo fešta. Ne, ja, pa pač malo smo, je bil nesporazum, pa... Je prišla bolj policija, pa... Vse smo rešili, gut. Tak let je zdaj v redu. A bo hladno, po moje tudi poleti. Le, Zapališ pečka malo pred špilom, pa se greje. Če ne se pa se greješ med tem, ko igraš. Itak, ja. Če dosti odpadeš. Exactly. Za ta, recimo temu, garažni rock'n'roll, garažni rock, marsikdo danes reče, to je neki spet žanr. Zakaj ljudje to sploh še delajo, oziroma sej tega nihče več ne dela, to je bilo. Kakšen komentar na to, se s tem strinjate, oziroma pač kako to, da ste pošli lih v ta sound? Glede na to, da ste tudi iz, kolikor sem zasledil, taga okolja, kjer je veliko nekih metalcev pa take stvari, zakaj lih v to smer? Kaj vas vleče? Mislim, jaz, ko sem zastavil to idejo za ta band, se mi zdi ful cool, da malo mešaš žanre, pa pač probaš še nekaj svežega narediti. Da te, meni je ful cool bandi, ko imajo nek čisto svoj sound. To mi je ful zakon. Ampak imajo še zmeri elemente nekega punka ali pa metala, da jih lahko glih še zmeri lahko na istem placu organiziraš tak band. Tako da mogoče žanrsko mi je ful cool, da se nekaj novega svežega dela. Recimo, da se mešajo stili. To mi je zakon, ne. Jaz recimo to zdaj opazil, sem najbolj glih pri tem bendu, ko bomo igrali v Meknežeju, ta Power Plant. Je ful nekih teh zdaj underground, teh angleških bendov. Imajo ful cool stile, no. Neke weird synthesizerje z nekimi punk kitarami. Je ono čist nekaj novega. Mislim, itak, te elementi so se že čez cajt ful ponucali, ampak še zmeri pač je ful prostora za nekaj svežega delati in meni je to zakon. To je ful, mi je cool, da smo nekaj za sebe. Še zmeri spadamo v alternativo, ampak Imate nek svoj lasten zvok, iščete in oblikujete. To mi je... Se dela na tem. In zdaj, ja, se dela naprej, tako da za naslednjo plato sem ful za to, ne, da se še bolj izdela nekaj svojega. Recimo ta plata, ko je bila zdaj, vsak komad imitira nek stil. V tistem obdobju, ko sem to poslušal, ne, tudi band mi je zakon, to bi prvo tak sound bi rad, ne, in pa se je vse to malo miksalo. Pa člani menjavali, vsak je še nekaj prispeval in je ful nekih miks, nekih vplivov. Tako da, za naprej pa pač bi bilo cool, da je nekaj svojega, vse v enem paketu. Tak približno si to predstavljam. Je pa nova plata že zastavljena? Vse še je še v procesu, se pravi, še... Novi komadi že nastajajo. No, ja, itak, Neki vse že zdaj na afterpartiju smo jih igrali, ja, mislim. Ne samo z voljo One, Ja, itak. kaj drugega. Tako da pač skozi se dela ideje, pa se probivlja. Tako da v bistvu je fora samo čim več novih idej dati na kup. Pa narediti neko celoto, pa ko bo tako dolč, pa samo v studio, pa Posnet pa gase. posnet pa gasijo. Rekla si, da ste igrali na afterpartiju tudi pač ne samo z Volume One, ampak tudi že kakšne nove komade pa tako. Ampak če je na tej vaši debitantski plati bila drugačna zasedba, kako se pol vidve počutite, da se vključujete v bistvu to? Sploh ni panike. Ja, mislim, prav cool je, tako kakor se razume. Meni je samo važno, pač, da se imamo vsi fajn, da ni nek ono, da... Plus na prvi plati še ni bilo ne, mene še ni bilo. Ja, torej zravno ključnega tega. Je bilo to treba za naknadno. Ja, na novo, vse. ja, dati. tako da v bistvu Že vse, malo reworked. vse, kar zdaj špilamo live, so v bistvu dodani zdaj synthesizerji, na plati jih ni. Mislim,
So piše na albumu, da so synthesizer, da jih jaz igram, ampak je v bistvu sam kot neki... Kakšna kulisica, ki je, ampak je tako. Kulisica, ja. Ni pa to zdaj kar velik tega, ne. Ja, zdaj pač tega hočem, da v bistvu je enakovreden synthesizer s kitaro. Da je tudi nek čez drug zvok, pol se mi zdi ful cool zdi, no. Polno je vse skupaj. Ja, zapolni zvočno sliko je tako, ful je... Zanimivo, mislim. Ful da zraven zapolne un plac v zadnjo praznino. Ful fajn se z kakimi harmonijami špilati, to mi je zakon. Efekti, ki ni ter Efekti so itak. Men se bomba, ne to, ne. Ja, pa kaki sampli vmes je lahko ful popestri. Pocetreval to, ne. Ja, kaj... Ja, sej, kar doskrat rečejo, da zdaj, odkar imate synthesizer zraven, je ful bolj tako spacey in pač dobiva drugačno zvočno podobo vse skupaj, kar je po mojem dobra stvar. Jaz te bom čisto eno osebno vprašanje, gledam to, da sem jaz pianist, pa pač tudi synthesizerje občasno primam pod prste. Kaj pa imaš za eno opremo, mislim, na kaj igraš, recimo na afterpartiju? Ja, Korgo synthesizer je, ne, monolog. Ja, monolog je, ja. Čist mali. Tako osnovno imaš, ne, za sound štimati, pa... Sam je še kar tega, se moraš kar pozajvati, da pa najdeš pravo stvar, pa da se spoznaš, s tem, da sem kar nekaj ur vložila v njega, no, da sem ga malo spoznala, pa še zdaj ga nisem čisto, no. Je to proces. Proces, ja. Pa kakšni plani, kakšne želje, kot idealen inštrument, ki bi ga imela za ta zvok, ki ga hočeš dobiti? Ali je to preveč za zdaj? Ja, je še preveč, moram še izpiliti, zdaj iščemo pravi zvok, da bi šel net. Ko se zdaj včasih tudi še kar tepe s kakimi frekvencami, ne, nizke, boš glih pravo, da ne preveč meni stopa, pa da je tako fajn v zadju, pa da ga ne preveč kaj požre do tako bas linije ponavadi, ne. Včasih isto špilama, ne, sam se ne sliši. Da si še narediti. Ja, da si še kaj. Poeksperimentirati. Da to moramo še malo. Pa pol mogoče enkrat iti na nek polifoničen synth, ker monolog je, kakor vem, mono, ne? Enoglasen. Ti si rekel, da hočeš harmonije, tako da ja, se že verjetno se bo... Ja, bo še kak upgrade, bo ziher, ja. To je drugače cool synthesizer, ja. Ja, ne. Je zakon. Sem še tega monotrap, ja, Korgo monotrap. V bistvu tudi tak sekvencer je zadeva. Tudi bi ga ful reče zraven, da bi imela živa še prav synth, pa še v eni roki monotrap, da bi bil za neke, za noize, za efekte. Tako da ziher bomo še kaj nadgradili. To po potrebi. Ja, po potrebi, itak, ja. Zdaj že kar nekaj časa, že kar ene pol ure sam govorimo o vaši glasbi, pa bi na tej točki predlagal, da poslušalstvu in gledalstvu damo en komad za poslušati. Mogoče iz vaše te nove plate, če imate kakšno specifičen komad v mislih. Zdaj prvi, da mi prije na pamet, kak Magic Typewriter. To je tak udaren, pa se mi zdi še najbolj originalen, tak. Da je bil glih neka tak. Da nisem glih ful preveč hotel nekaj imitirati neke stilje, ali pa da smo jih skupaj, da je glih naš, no. Ta je cool. Ok, bomo našo tehnico Uls prosili, da spustimo ta komad, pa se vrnemo po komadu. Anything
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci in gledalci, nazaj smo v Grš intervjuju, kjer gostimo slovengraške Urjan, ki so pri nas izdali plato in poslušali smo zdaj njihov komad iz te plate Magic Typewriter. Mogoče, ko smo lih pri tej plati, me zanima, glede na to, da ste si vi izbrali, da boste izdali to pri Zaršu, ali je to prišlo tako po nekem naključju? Mislim, že prej so se vrteli demo posnetki na Radiu Študentov. Že to je bil nek tak štart, ne. Pa tudi en naš friend Dejan Ilc je v bistvu bil tudi eno vdajo rolov. In pač pol smo se itak večkrat tekmenili, ja, ne, da zakaj ne bi na Zaršu izdali. Mislim, da je bil to nek začetek pol. Zakaj sem, pač jaz sem se v bistvu odločil, da bi pisal, pa tudi Marjana nam je pisala, če bi izdali že prej, ko so bili sam demo posnetki na Bandcampu, je vprašal, če bi to izdali na Zaršu. Pa sem pa rekel, da v bistvu glih snemamo to plato in da, ko bo pa rej, da z veseljem pač je lahko na Zaršu objavim, mislim, izdamo. In pač je pa to bilo to. Ok, pa ste zadovoljni. Ja, cool, zakon. Si pa omenil, da so demo posnetki v bistvu prihajali na Bandcamp tako, en pa po en, ne, Ja, če ja. sem prav videl. Pa pol na koncu je bilo več komadov, kakor je dejansko jih zdaj na plati, ste naredili neko selekcijo. Neka selekcija je bila itak, ja. To pač vse je bilo demo, pa pač tiste, ko so najbolj zveneli, ko so bili najbolj zreli komadi, smo jih pač ponucali za pravo izdajo. Je pa tudi, mislim, da uho poslušalke Radia Študent kar že navajeno, ker pač ste dostikrat bili na opremah in pol, ko se pač, ne vem, zarola plata, ko je bila tolpa, jaz tudi moram reči, da nisem vas imel točno v glavi, sem bil tako Urjan po imenu, Čist drug zvok, pa poslušam danes recimo plato in sem tako, pa saj to mi je pa zelo, zelo domač zvok. Mal po mojem zaradi žanra in zaradi načina, ki ga imate, mal pa tudi zaradi tega, ker ste že kar znani poslušalstvu. Snemali ste pa plato na 2 lokacijah, kakor jaz vem, ne? Ja, no pač itak smo imeli pomoč od se pravi 7am ekipe, 7am band, je Aljaš Lipuš, pa Mičo, pa Anabel, imajo na Ptujski gori, imata, v bistvu sta imela kar doma v bajti, ne, ter tak DIY studio, domač vibe, vse je bilo zakon, so rekli, da pridite nekaj posneti, no, pač vidimo kaj rata in tako v bistvu se je začelo snemanje plate. Tam smo posneli 4 komade, ja. In pol v bistvu je bil toliko časa, da smo, glih je bilo toliko časa, da smo lahko tiste 4 komade posneli. Jaz bi itak bil še cel teden tam, ker je bilo ful cool, da bi lahko pač še več materiala, ampak pol smo pa v bistvu v Slovenjgradcu, sem jaz se najprej spomnil na tega Aleš Gampel, v bistvu nam je pomagal. In v bistvu smo šli v Slovenjgradec posnet v MKC, v bistvu en hostel, ko ima od spodaj, pač prostor je studio in smo tam posneli še ostale komade. Pa ste bili bolj zadovoljni z enim ali z drugim studijem? Kje bi rajš celo plato posnet? Meni je bil ful boljš feeling pri Mičunu, mislim, v Ptujski gori. Je bil pač domač, ker je vse je cozy, vse je domače, ne, tam je pač samo ni sterilni plac. Ampak ful je zanimivo, ker ful različno zvenijo komadi, tak v produkciji. Tako da v bistvu je pol, ko da vse skupaj je cel miks nekih soundov, je tako zanimivo je spada zdaj plata. To pol pride v bistvu še nekako, ko si omenil, da vsak komad ima nek vpliv, pol je pa v bistvu še produkcijsko gledano malo drugače in pol imate res tak nabor. Je res nabor, ne, ja. Je ful tak raznoliko, kar mi je v bistvu ful cool. Vsak komad je nekaj za sebe, se mi zdi. Ni tak, da bi rekel, da so skupaj povezani. Ampak je zanimivo je spadlo. Ja, dobro, če ste torej pri vas doma v Slovenjgradcu snemali en del, se mogoče še dotaknemo lokalne scene. Kakor vem, ste tudi aktivisti v določenih, mogoče malo tako osvetlimo publiki, ki ne pozna lokalne scene gor na Koroškem.
Ja, pri nas zdaj trenutno se pravi, imamo to društvo Scam, pa Met. Če sem tudi v Scamu, to smo ekipa frendov, ko smo pač naredili društvo, da bi z namenom, da se sam prireja alt muzika in se podpira lokalne bende. In pač te splac, ko imamo, tam bomo naredili neki. Glizale za vikend so igrali neki mladi punk, grindcore, neki čismulci. So ga žgali. Ja, zakon. Graben pa plevel. Graben pa plevel, šel to, graben pa plevel. Teda, mislim, odkar zdaj v zadnjih 2 letih je ful mladina, pač ful nekih bendov zdaj nastalo. Zdaj trenutno je cel spisek naših slengaških bendov. Kaj je vse? To so zdaj graben plevel, so tudi... To so, evo, zdaj so že zdaj. Gimnazici so, so srednješolci. Mi smo, pa seveda Biblibana, ne? Bibliban so že rockeri. Imaš, ne vem, Britov je že odprej, recimo. Britov je že dolgo. Ja. Pol so Refuda, tudi punk band, pa Spaja Bius, so Ravnčani. Voign začenja. Voign je zelo nov projekt od basista, od Britov je tudi cool. Zakon. Bobnarja. Mislim, in na basu Alex Bobnar, tako. Da nekaj se dogaja, no. Občasno to sem že v prejšnjem intervjuju razlagal, v bistvu je tam ta društva so locirana pri eni stari komunali, bivši komunali, tam so locirana, tam imajo tudi, v bistvu imajo tudi drugi posamezniki, imajo kakšne prostore za vaje, pa tek naprej, ampak te dve društvi so tudi tam, da mi jih izpostavljamo zaradi tega, ker smo z njimi povezani, pa ker tudi oni organizirajo te kakšne koncerte. Večinoma je pa to res v poletnem času, ker po zimi je malo nerodno, ne? Ni glih zdaj prav takega prostora, tam da je kakšna hala. Prav ni notranjega, ne, sam zunaj. Ne, to so v bistvu prostori za vajeta, ne. Mislim, je ena sama mala sobica. Sobica, to je pač res en mali kletni prostor, ko je res... 20 let gre nad. Res, da se stisneš, ne si tako v sredina, pa je 200 dineter, pa en mali band ruži tam, pa si tak ščepki, ker bi sam... Varianta kontejnerja v Postojni. Dejansko je res takih dimenzij, kot pa en kontejner. Pa so kakšni plani, da se kakšen prostor organizira pač na novo, malo večje, da bo tudi ne samo poleti, pa... Ja, itak. Mislim, zdaj smo se skozi na občini... Se išče opcije, no. Iščejo opcije. Zdaj na zadnje so obljubili, da je en... V bistvu so taki garažni prostori od zdajšnje komunale, da imajo neke stroje, pa traktorje, pa te fare. In zdaj da bi naredili zamenjavo, da bi v eno tako veliko garažo naredili plac. V bistvu zgleda tista komunala, pa se zgleda tako neka mini metelkova. Tako, če se to posreči, bo kula, ne. Tako da, mislim, je v interesu, tako župan tudi omenja koncertni prostor, ampak zaenkrat je vse sam še pri besedah. Si tak, mi ne bi rekel, da zdaj glih malo pazimo, no, pač da ni sam pri besedah ostane, no, da se skozi sam teži. Ker pač se mi zdi, da Slovenj Grad nujno rabi koncertni prostor. Recimo prej je Špajs, je super laufal. Pa škoda, mi se zdi škoda včasih, kik to recimo... Občinari ne vidijo tu potencijala, recimo, se jaz razumem, da ne posluša veliko kdo rock glasbe ali pa punk glasbe ali pa hardcore pa ekstremne alternative, samo recimo tako v občini Tolmin, pa tam prepoznajo to, ne, imajo te festivala, mislim, to je zdaj večji spekter, ne, prepoznajo to kot neko kulturno ali pa turistično priložnost, ne, lahko bi tudi občina mogoče na tak način gleda, to kot neko možnost, da se nek denar dobi prek tega, ne, da folk pride koncerti, a ne, pa da se nekaj organizira. Lahko se tudi na tak način gleda, ne. Je treba tudi vedeti, da smo iz različnih miselnosti, pa različnih pogledov, ne. Mogoče treba tudi na tak način predstaviti. So pa v osnovi vse naklonjeni nekmu takmu, ker to kakor mi diši po nekem alternativnem, bolj avtonomnem prostoru, verjetno. Kakšen je njihov odnos do tega, ker tukaj v Ljubljani vedno, kadar se nekaj tako odpre, vemo, kakšen je odziv občine pri nas. Kako je pa gor? Ja, mislim, po večini, kako bi rekel,
neko povprečje ljudi je itak starejših in folk je itak proti temu, se mi zdi. Mislim, vsaj starejši gledajo to čist iz drugega vidika, kot pa mi, a ne. In se mi zdi, da imamo neke nasprotnike bolj, kot pa da bi nas bolj podpirali. Saj tako, no, saj starejša populacija. Tako so vsi bolj proti temu, si mislijo, da pač smo neki stereotipični, neki ali junkie ali neki pater. Žal kar prepogosto. Ja, mislim tako, da take stvari povezujejo. se nič nekaj, bi rekel, da premaknilo naprej še zaenkrat. Ja. Ampak je pa dovolj publike, dovolj zainteresiranih. Ja, mladih, ne, kakor itak. prej ste našteli kar dosti Ja, ja. nekih bendov, torej pač scena ima potencial. Ja, definitivno ima, pa tudi mladina, mislim, mlajši gimnazijci ali pa so vsi poslušajo to muziko, vsi bi prišli na koncert. Tako da definitivno folk je, zdaj trenutno je full folka, pri nas v Slovenj Gradcu. Tako da jaz se res upam, da bo se ta prostor preko slej zgodil. Je potencial, pa odvisno je tudi, kako iz tega narediš. A ne? Če se delajo stvari, pa če se razvija, pa to se da marsikaj, folk tudi pride. Ne? Pa odvisno spet, koliko si odprta, kakšne stvari se delaš. Da se, vedno se da. Pogosto, jaz vidim, no pogosto, če bo rekli mainstream, pogosto tudi iz alternative črpa, brez da se marsikdo tega zaveda in obratno, včasih tudi tam. Tako da mislim, da tudi preskok se da se narediti. Ne? Da pride ljudi, pa da vidijo potencial v nekem, kaj mogoče ni tako znano. Jaz se mislim, da dokler neki interes pač je, dokler je publika, ki bi to hotla, pač pol se neizbežno bo zgodilo. Ja, itak. Zdaj pač vprašanje časa. Vprašanje časa. Ampak če pa recimo zdaj še nimate pogojev, rečemo temu tako, kam pa recimo pol te ljudje, ki rečete, da bi poslušali, pač kam pa greste? Ja. A greste pač kam izven, ne vem, v kakšno drugo mesto, se furate drugam na špile? Ja, Ali so pač to bolj pol neki mehni, zaprti dogodki? se pravi, ja, vse kar imamo zdaj trenutno je ta mala sobica, ne. Mislim, je že to dovolj, da se dela scena. Pa so dejansko koncerti tam taki. Zaenkrat tako bolj v DIY stilu, se pravi bolj ekipa frendov si Razširjeno druženje bi lahko temu rekel. Ja, ampak se zmeri mislim, da je pač to scena pa raste, ne. Manj je važno, da pač vidiš mlade, ko so isto za to. Se mi že to zdi, da je cool, da pač, da nekaj živi. Drugač pa v okolici pa imamo klube, ravno na Koroškem je ta Kompleks. Kompleks ima že tek tradicijo. Kompleks ima tradicijo, tam Sem že v srednji šoli hodil. To sem glih zadnjič menil, tam je bila pred leti, 10 let nazaj, 15 let nazaj. Ko sem v srednji šoli bil, metal tudi scena, tam je ja. bila močna metal scena pred leti, zdaj ni več toliko. Ampak tam so res bili pol enkrat na mesec, sigurno je bil kak koncert večji, recimo. Ja. Pa so tudi ljudi iz cele Slovenije hodili, recimo. Ja. To je bil pred leti. Ampak Kompleks fura svojo sceno naprej, imajo razne dogodke, od raznih prireditev, koncertov. Tam je zelo, zelo široko zastavljeno. Torej pač neka scena vse. Je v Ja, ne, bližini mislim, se je nekaj že zastavljeno, ni tako, da bi rabili, ne vem, Ja, da bi kaj se se, nekam v Avstrijo ali pa kamor. Ja, itak. Imate vse Ja. neki. Ravne so pač dokaj blizu. Tam, da pač še zdaj se skozi dogajajo koncerti. Mislim, od alt izved bendov. Po Velenju MC, to sem se še spomnil. MC, Lacija je zakon tudi. Drugač pa vse pri nas smo imeli, prej je bil ta Špajs. Špajs je pač super laufa, ne. Pač je pol malo kolektiv razpadel. Ampak Špajs je bil super. Pa dobro, pa tam se bilo, tudi tam se tudi naselje zgradilo in tudi zaradi tistega malo Pa, prišlo ja, v konflikti. bistvu to je bil glavni To ne razlog. moreš ja. kaj, da so konflikti interesov, ne. To je bila fora, ja. Čisto trdo zraven Špajza so zgradili 2 bloka. In že itak prej je folk klical škife, ne pač, mislim, policijo, pardon. Ampak so se zmenili, zdaj pa... Tam je bilo super, za koliko ljudi je tam bilo, ne 50 ljudi, ne manj 50 do 100. Pa tam čist, če se na filu Špajs je bilo tako ne 100 ljudi je lahko šlo not. Njih 20. Tam je bila fajn scena, no. Jaz sem glih na koncerte začel hoditi, ko je šel Špajs proti koncu. Tako sem ga še glih malo lovil. Ne, ampak meni je bil pač
super neki začetni underground plac za neke špile, da sem tek spoznal malo sceno od blizu. Mi je bilo zakon, škoda, da je Tam je res škoda. to šel, Špajs je bil super. Tam je bo top. Ampak se bo pač verjetno. Bo, pač jaz verjamem, da bo, itak da bo. No, ker so ljudi pa rinejo naprej, pa imajo ideje, najdejo plac, najdejo prostor. To je že vse v svojem času. Ko smo bili pri sceni, se mogoče še dotaknem ene tematike, glede na to, da imate zdaj 2 punci v bendu. Kaj si kaj mislite o puncah na sceni? Koliko jih je? Glede na to, da jih je, se mi zdi, da v Sloveniji nasplošno relativno malo, da prevladuje vsem ta tipi v bendih. Meni se to ful cool zdi, pa mislim, jaz ful rad vidim, da je raznoliko, da niso samo pač tipi. Mi je tudi nekaj novega, mi je tudi zakon. Kako se vidve počutite tam? Vama je pač totalno tako jasen, navaden ali... Malo, mislim, se opazi, ampak... Ja. Čisto normalno je drugače. No, se mi zdi, da je tudi vedno več punce zdaj v bendih. Ja, to pa. Tako zdaj, ko smo Plevel poslušali, so bile... Ja, to so bile same punce. 3 punce, v bistvu, ja. pa en Bobnar. Ja, pa Bobnar je bil Bobnar sem je, ja. pop, ja. Tako da, mislim, meni je zakon. Videti punce v bendu, to mi je ful cool. Mogoče za zaključek, ker se počasi bližamo koncu, bi vas vprašal še tako, glede neke, rečemo temu, resnosti ukvarjanja z muziko. A se vam zdi, da bi band v Sloveniji rabil nekega menedžerja, ali se to da narediti, da pač si tako bolj DIY, pa si sam rihtaš stvari? Ja, itak. Mislim, ful je teže sam riniti naprej. Sploh glede na to, da ste omenili, da imate željo tudi po Ja, tujini, itak. ne? Mislim, pa če še zmeri mislim, da če delaš dovolj zanimivo pa dobro muziko, te bo sama predstavljala, ne. Te to si je želim, ampak ni čist, če tako, ne vem. Tako da jaz mislim, da za nek štart je pač ful cool imeti neko pomoč, ja. Saj pri komunikaciji pa pri kako pravilno nekomu nekaj predstaviti. Tako da, ne vem, meni je oboje je cool, ampak je veliko težje DIY, sam delati vse stvari, pač sam riniti naprej. Se mogoče zdaj, recimo, ko ste na tej točki, zdaj ste izdali plato pri Zaršu, imate koncerte, zmeraj ste studijski koncert, na kakšen način se promovirate, kje vas lahko folk najde? Ja, ali imate, ne vem, predvsem socialno mrežje, ali to RS? Ja, imamo ta Instagram, page, YouTube, Facebook, pač posod malo fotki iz koncerta je cool objavljati. Muzike, kaj se dogaja. Pol muzika, ja, ki snemamo. Dogodki. Dogodki, itak na Instagram vedno objavimo, ki špilamo, Facebook. Imate kakšen merch? Imamo merch, evo, shout out to Matic Flies, je naredil zakon, dizajne za majice, za kasete, za CD-je. Pač ima res nek svoj stil, ko tudi zelo paše na to muziko. Tako da, na vsakem špilu bomo imeli merch. Na Bandcampu še prodaje še, ne? Na Bandcampu se dobijo kasete, CD-je, majice, pa na vseh naših špilih bo. Ok, torej imate nekaj, s čimer se lahko poleg glasbe še predstavite in predstavite. Ja, počasi se bližamo koncu, tako da na tej točki bi se vam zelo lepo zahvalil za intervju in za vaš čas, da ste se prefurali v Ljubljano, sklepam, da iz gor, iz Koroške. Upam, da vas ne zasneži na poti nazaj. Kul je bilo, kul pot. Pa, kot vedno vabljeni tukaj, mislim, v etru boste tako ali tako na kakšni glasbeni opremi. Hvala, za povabilo. Super. Drage poslušalke in poslušalci in gledalke in gledalci, to je bil Grš intervju, kjer smo gostili Slovenjgračane Urjan. Na tej točki video prenos zaključujemo in se program na 89,3 nadaljuje naprej in bo pač treba prestaviti na radio.
Adijo lepota misticiranih eterskih glaskov. Tu je drugačen, vizualen, striman, lušten, zaliman, v Iber softi grš. Intervju Radia Študent.